tako zrihtala? Ja, za poklic voznika, ne? Kaj ga danes raziskujejo. Pa se ti si tudi kar v stilu. Malo pa ne. Škaj zdaj, ko sem te čakala, sem opozvala ta vozila tle na parkirišču in razmišljam, da to je v bistvu res ena pomembna zadeva, ne? Transport, za gospodarstvo, za trgovino. In v bistvu se mora temu poklicu dobro posvetiti. Imaš prav, ne. Pa veš kaj, ves ta tehnološki napredek, veš, kaj ga vidimo v vsakdanjem življenju, ne? Veš, koliko je to pomemben za razvoj prevozništva? Ste vi Jože Breznik? Sem. Jaz sem pa Mira. Veseli, dober dan. In sem se prišla pozanimati, kako je z izobraževanjem glede poklicnih voznikov. Kakšna je bila zgodovina recimo tega izobraževanja do zdaj? Ja, če se ozremo malo na zgodovino izobraževanja za poklicne voznike, moram povedati, da je kar pestra. Ko sem malo pogledal te mejnike izobraževanja, moram reči, da je bilo v 40 letih kar 6 različnih izobraževalnih sistemov. No, zadnje obdobje je pa tisto obdobje, ki je trenutno aktualno in je nekako po predpisih Evropske unije. Vozniki si pridobivajo temeljno poklicno kvalifikacijo. Prvi uspešni motor z notranjim izgorevanjem je bil dvotaktni plinski motor, narejen v Belgiji v letu 1860. 2 leti kasneje pa so ta motor vgradili v preizkusno vozilo, ki je že doseglo hitrost 18 km/h. Motorna vozila so se razvila iz konjskih kočij in dejansko so jih poimenovali kočije brez konj. Zdaj pa tako, ko ste rekli, da tovor razložite, pa to, kakšna je vaša naloga, recimo, ko pripeljete tovor v neko tovarno ali pa na lokacijo, recimo? Pač spremljati moraš razklad ali pa naklad, da se kaj ne poškoduje, recimo, ker lahko za to odgovarjaš, ne? Če je ta viličarist kaj poškodoval, recimo. In kaj naredite v takem primeru, recimo? Pač je treba, recimo, provati sam tam, kaj reči z njimi, ali pa če so toliko uvidevni, da priznajo, recimo, drugače pa je treba tudi kakšno foto narediti. Boste zdajle naložili kamiona, ne? Ja. Ja, grem lahko pogledat z vami? Ni problema, lahko. Super.